Danes se konča velikonočni čas, 50 dni, ki jih od Jezusovega vstajenja do binkošti še posebej zaznamuje navzočnost Svetega Duha. On je namreč najodličnejši velikonočni dar, Duh stvarnik je, ki vse dela novo. V današnji berili sta predstavljeni dve novosti. V prvem Duh nareja iz učencev novo ljudstvo, v evangeliju ustvarja v učencih novo srce. S temi besedami je papež Frančišek začel homilijo med sveto mašo, ki jo je daroval na trgu svetega Petra, ob navzočnosti velike množice vernikov, med katerimi so bili predvsem člani katoliške karizmatične prenove. Novo ljudstvo. Na binkoštni dan se je Duh spustil z neba v obliki jezikov, podobnim plamenom, ki so se razdelili in so obstali nad vsakim. Vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom in začeli so govoriti v drugih jezikih. Božja beseda s tem opiše delovanje Duha, ki je najprej obstal na vsakem od njih in zatem med vsemi vzpostavi komunikacijo. Vsakemu da en dar in vse zbere v enost. Z drugimi besedami, isti Duh ustvarja različnost in enost in na ta način oblikuje novo ljudstvo, tako raznovrstno, a združeno, vesoljno cerkev. Najprej z domišljijo in nepredvidljivostjo ustvarja različnost, saj v vsakem obdobju stori tako, da zacvetejo nove in različne karizme. Zatem isti Duh uresniči enost, poveže, zbere, vzpostavi harmonijo. Svojo navzočnostjo in svojim delovanjem poveže v eno duhove, ki so si med sabo različni in ločeni, tako da je resnična enost tista, kot jo hoče Bog, ki ni uniformiranost, ampak je enost v različnosti. Da pa to storimo, si je dobro pomagati, izogniti se dvema ponavljajočima se skušnjavama. Prva je ta, ko iščemo različnost brez enosti. To se zgodi, ko se hoče razlikovati od drugih, ko se oblikujejo koalicije in stranke, ko se togo vztraja na stališču izključevanja, ko se zapre v lastne posebnosti, ko se kdo ima za boljšega ali ko so tisti, ki imajo vedno prav. So tako imenovani varuhi resnice. Tedaj se izbere del, ne vse. Pripadati k temu ali onemu, ne pa cerkvi, se postane navijač enega dela, ne pa brat in sestra v istem duhu, torej desni ali levi kristjani, ne pa Jezusovi.